V Župnijski cerkvi svetega Jerneja v Slovenski Bistrici so v sredo 30. marca predstavili rezultate raziskovalnega projekta Umetnost za turizem, umetnostno-zgodovinske vsebine kot podlaga razvoja trajnostnega turizma vzhodne Slovenije. Pri projektu sta sodelovala raziskovalna organizacija Znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostno-zgodovinski inštitut Franceta Steleta in turistično gospodarstvo podjetje Sajko Turizem. V okviru projekta je šla tudi dvojezična publikacija s smernicami za oblikovanje turističnih produktov v lokalnem okolju, namenjena zlasti deležnikom v turizmu. Rezultate projekta in publikacijo je predstavila raziskovalka doktorica Simona Kostanjšek-Brglez. Glavni cilj znanstveno-raziskovalnega dela je bil podrobno raziskati umetnostno dediščino projektnega območja, na področju turizma pa oblikovanje turističnih produktov, ki temeljijo na kulturni dediščini. V okviru projekta je bilo označenih tudi več spomenikov. V sodelovanju z Župnijo Slovenska Bistrica so bile poleti leta 2019 postavljene informativne table pri vseh cerkvah v župniji. Preko QR kod ob besedilu slovenščini se dostopa do opisov v angleškem in nemškem jeziku ter do dodatnih fotografij posamezne cerkve. Ravno z aktivnostmi v okviru projekta je mesto dobilo prve splošno uveljavljene okrogle table, s kakršnimi so označeni spomeniki tudi drugod v Sloveniji. Na njih so osnovne informacije, kot so ime spomenika, enotna identifikacijska številka iz nacionalnega registra nepremične kulturne dediščine, vrsta spomenika in status. Table so opremljene tudi znakom Haške konvencije oziroma Konvencije o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada in QR kodo. Preko slednjih je možno dostopati do opisa spomenika v slovenskem in angleškem jeziku ter do fotografij. S takšnimi označbami so znamenitosti dostopnejše tudi tujim obiskovalcem. Ta projektna aktivnost je imela pozitiven učinek tudi na deležnike v lokalnem okolju, saj je spodbudila Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, da so takšne table namestili še na druge spomenike v mestu. Nekakšno krono raziskovalnega dela projekta predstavlja spletna razstava Preobrazbe mesta Slovenska Bistrica med 18. stoletjem in letom 2020, njeni ljudje in podobe trgov, ulic in stavb, ki je bila na splet postavljena 8. februarja lani. Fotografska razstava postavlja v središče 87 primerjalnih posnetkov Slovenske Bistrice in njenih delov ter posameznih stavb. Prejšnje stanje je vzporejeno s stanjem v letu 2020, ko je bilo zaradi omejevanja gibanja mesto bolj prazno kot navadno. Fotografije spremljajo besedila. Ob trgih in ulicah je podrobneje predstavljenih okrog 100 stavb, pri čemer je poudarek na arhitekturi in njenih posebnostih, posebna pozornost pa je namenjena njihovim nekdanjim lastnikom in uporabnikom ter s tem tudi njihovi prejšnji in zdajšnji namembnosti. Vsi ti rezultati so našteti v publikaciji, podrobno pa so predstavljeni na spletni strani projekta Umetnost za turizem, ki je nastala sočasno z razstavo. V posameznih razdelkih najdemo opis projekta, objave, dogodke, turistične produkte, že omenjeno razstavo in ostalo, kjer so zbrani predvsem intervjuji in podobno. Zaključni rezultat projekta je dvojezična publikacija, ki je iz tiskarne prišla konec prejšnjega tedna. V prvem delu je osnovna predstavitev projekta, nato so kot osrednji rezultat z vidika turizma predstavljeni 4 itinerariji, ki so bili oblikovani in umeščeni v ponudbo projektnega partnerja turistične agencije Sajko Turizem. To so Jernejeva pot in Slovenska Bistrica, po poti plemstva na Slovenije Bistriškem, utrip srednjeveških trgov, kulturni in naravni biseri Pohorja, Haloz in Dravinjske doline. Zadnji je 3-dnevni. V nadaljevanju publikacije sta podrobno predstavljena pilotno izvedena itinerarija.
v vseh fazah, ki so vsebinska opredelitev, umestitev v lokalno okolje, vzpostavitev povezav z lokalnimi deležniki, dogovor o odpiranju objektov, informiranje na mestu samem, promocija, trženje, demonstracijska izvedba na terenu, podpora na spletu, izvedba ankete za udeležence in analiza ankete ter analiza in ovrednotenje produkta sta bila izvedena itinerarija Jernejeva pot in Slovenska Bistrica ter po poti plemstva na Slovenije Bistriškem. Posebna pozornost je namenjena Jernejevi poti. 12-kilometrska pohodna pot povezuje 5 cerkva v župniji. Predstavljeno je vzpostavljanje namenske pohodne poti od začetkov, ko je bila na ravni župnije zamišljena kot romarska pot, do postavitve informativnih tabel preko procesa vključevanja deležnikov, vključno s Planinsko zvezo Slovenije, oblikovanja prepoznavnega znaka poti, nastanka vodnika z zemljevidom v obliki zloženke, do namestitve markacij za namenske poti, znaka Jernejeve poti in nazadnje smernih tabel na razpotja. Na prireditvi so nastopile tudi dijakinje Konzervatorija za glasbo in balet v Mariboru, Hanna Krampl, Gaja Plohl in Ana Pučnik.